Ogromno podjetnikov in podjetnic si ne upa živeti oziroma ustvariti svojega brenda, enostavno zato, ker se bojijo, kaj si bodo pa drugi mislili. In včasih so to tisti naši najbližji, kot so družina, starši, prijatelji, včasih so pa to popolnoma tujci na spletu. In več o tem, kako razumeti to omejujoče prepričanje, pa v današnji epizodi podcasta. Hej, moje ime je Maja in dobrodošla v tem podcastu, kjer se združijo tematike iz spletnih strani brandinga, posla, mindseta, izkušenj na moji poslovni poti in še. Moja misija je pomagati in podpreti tiste podjetnice, ki svojim delom delajo naše življenje še lepše. Pa naj bo to spletno stranjo ali brandom, ki boste avtomatsko pridobivala nove stranke ali za avtomatizacijo poslovnih procesov. Tudi ti kdaj česa ne narediš, ker se enostavno bojiš odziva drugih? Mogoče se bojiš podati v poslovne poti. Mogoče si ne upaš povedati, kaj počneš v prostem času. Mogoče si ne upaš prestaviti posla na nov nivo. Ali pa mogoče kaj podobnega. Ampak vse zato, ker se bojiš, kaj bodo rekli drugi. Kaj bodo rekli tvoji starši, partner ali partnerica, prijatelji, mogoče sosedje, ali pa celo se bojiš odzivov popolnih tujcev, na primer komentarjev na spletu. In če greva zdaj pogledati to malenkost globje. Začniva najprej pri tujcih, ki jih sploh ne poznaš. Te oni poznajo. Vedo, kdo si, kakšna je tvoja vizija. Najbrž niti ne, a ne. Je možno, da obstaja na svetu nekdo, ki se ne bo strinjal s tabo ali s tvojim pristopom. To ti pa garantiram. In ni variante, da si uspešen oziroma uspešna in ne najdeš vsaj ene osebe, ki se ne bo strinjala s tabo. Ali pa s svojim pristopom, ali pa s tvojim brandom. In to je okej, ker živimo na polarnem planetu, kjer za obstoj enega potrebno njegovo nasprotje. In če želiš imeti uspeh, mora biti v očeh nekaterih to tudi neuspeh. Okej, in zdaj se mogoče sprašuješ, kaj zdaj pa lahko narediš. Enostavno sprejmeš, da je to normalno, da je to okej. Pa če greva zdaj še k tistim, katerih mnenje ti mogoče pomeni malenkost več. Zamisliva si zdaj recimo kar en primer. V prostem času, recimo ob službi, šivaš in tvoja vizija je šivati in ustvarjati oblačila za otroke. Ampak to niso kar ena oblačila, ki jih lahko kupiš na vsakem vogalu. Zelo pomembno ti je, da so ta oblačila iz naravnih materialov in tudi, da so pobarvana, da so barvila naravna. In oblačila, ki jih ustvarjaš, niso samo lepa, ampak so tudi udobna, trajnostna in ne škodujejo tvojemu zdravju. Oziroma zdravju tvojih otrok, recimo. Ne? In tvoja misija je, da takšna oblačila postanejo dostopna čisto vsakemu otroku. In mogoče od tvojih bližnjih slišiš: to se ne splača, preveč kompliciraš, ta oblačila mogoče niso tako dobra, od tega enostavno ne moreš preživeti in tako naprej. No, verjetno imaš sliko in lahko bi še naštevala vseh teh kaj, a ne. Ampak tvoja želja po tej poti pa kar gori v tebi in žari, kar čutiš tiste ene take metuljčke. In mogoče se sprašuješ, zakaj tvoji bližnji ne vidijo, mogoče imajo celo prav, zakaj v bistvu te ne spodbujajo. In veš zakaj? Običajno je razlog eden izmed teh dveh. Na eni strani ali ne vidijo tvoje vizije tako kot ti, in to je v bistvu čisto nekaj normalnega, to je lahko, ker pač niso ti in ne vidijo tvoje celotne slike, kot jo vidiš ti. Ali pa mogoče ne vidijo tistega zakaj. Ali pa se jim to pač enostavno ne zdi pomembno.
In vse to je v bistvu v resnici čisto ok, ker vsak človek ima pravico do svojega mnenja. In to mnenje si običajno oblikuje glede na pretekle izkušnje, glede na informacije, mogoče, ki jih ima. Definitivno pa to ne pomeni, da če ne verjamejo oni vate, v tvoje storitve, v tvojo ponudbo, to ni nujno res tudi zate. Ker vsak ima svojo resnico. Potrebno v tem procesu pa je spoštovanje. Torej, da spoštujemo drugega, da spoštujemo, da lahko imamo drugačno mnenje, tudi če je to tvoj partner, tudi če je to tvoj starš ali pa otrok ali pa kdorkoli od bližnjih. Zdaj, druga možnost, da te ne podpirajo, da te ne razumejo, pa da izhajajo iz svojih strahov, iz svojih omejujočih prepričanj. In morda imajo neko omejujoče prepričanje, da na primer moraš biti nekaj posebnega, da lahko preživiš v poslu. In tega niso sposobni. In v resnici to nima popolnoma nobene veze s tabo. Njihovo mnenje pa lahko izvira točno iz tega njihovega omejujočega prepričanja. In zdaj mogoče se vprašaš, ok, razumem, ampak kaj pa lahko zdaj jaz naredim? Zdaj, to, kar bom povedala, se sliši sicer blazno podcukrano, ampak vseeno drži. Sledi sebi. Sledi svoji viziji in kot ta pravi lider vodiš ne samo te svoje mogoče aktivnosti ob poslu, ampak kot lider vodi tudi svoje življenje. Okay? In če potrebuješ še dodatni opomnik, pa se večkrat vprašaj, kaj bi ti recimo ob tvojem zadnjem dihu na tem planetu bilo bolj žal. To, da si bil oziroma bila pogumna in sledil svoji viziji, tudi če ti v najslabšem primeru ne uspe, ali pa v najboljšem seveda uspe, ali ugotoviš, lahko samo dobiš to izkušnjo in ugotoviš, da mogoče pa ni to takšna pot, kot si jo ti predstavljala in da mogoče ni čisto zate. Ali pa to, da si živela v strahu in se vedno skozi leta in leta spraševala, kaj bi bilo, če pa bi se vseeno odločil in to naredil oziroma naredila. Okay? In potem probaj pretehtati, kaj bi ti bilo bolj žal, kaj ti je bolj v resnici pomembno. In ne pozabi, da gre za tvoje življenje. In kakršnokoli odločitev sprejmeš, je odločitev zate, za nekogar drugega. Zdaj, vabim pa te še, da odgovoriš, da tale odgovor, torej katera smer je bolj pomembna zate, ali pa če si dobila kakšen mogoče aha moment ali karkoli drugega, deliš spodaj v komentar ali pa mi pišeš na družabnih omrežjih, kot so Facebook, Instagram, YouTube in tako naprej. Želim pa ti poguma, veliko poguma, čas je, da zacvetiš v svoji polnosti. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.